Živijo in še enkrat dobrodošli v Kinodvoru. Po projekciji filma Mama Evropa sem zelo vesela, da tukaj z mano pozdravim ekipo in to najbolj pomembno celico filma Mama Evropa. Petro Seliškar, režiserko, producentko in scenaristko, Tero Fero Seliškar, ki je tudi pisala scenarij in zelo veliko nastopala v filmu, pa govorila in mislila. Potem je pa tudi Brand Fero, ki je producent in pa tudi direktor fotografije pri filmu. Za vas bi lahko rekli, da ste res dobesedno prava filmska družina. Ekipa, ki je tudi družina. Vso publiko bi takoj povabila, da se na kateremkoli mestu v pogovoru tudi pridružite. Mogoče z dvigom roke poveste, imamo tudi mikrofon, da se ne bo treba dreti, tako da vas vljudno vabim, da ta pogovor postane čim bolj pogovor in ne toliko neko moje izpraševanje. Se pravi, kot sem rekla, je to film ene družine o vašem življenju na neki način, ki se pa pol ta razmislek razširi tudi na razmislek o življenju marsikoga na področju bivše Jugoslavije, pa seveda tudi širše, zdaj in tudi širše v preteklost in tudi prihodnost v bistvu. Pa me zanima, kako ste pisali scenarij? A je bila kot scenaristki sta podpisani Petra in Tera? A sta imeli čas, ko pišete scenarij, ali je bilo življenje malo delo na filmu, malo življenje in tako tudi snemanje? Kako je to potekalo? Najprej lep pozdrav vsem. Vesela sem, da vas vidim. To je naše življenje pač takšno, kot ste videli v filmu. Ni nič drugačno, pač mogoče je bilo mečkrat hrabro od nas, da smo kamero obrnili proti temu, kar nam je najbolj dragoceno in najbolj ranljivo proti vsem svojim napakam, družinskim situacijam. Scenarij je bil mišljen dosti drugač. To je bila zgodba štiri zgodbe o meji, ki so tukaj je bila še ena zgodba v irsko-irske meje, ki je bila pač religiozna meja, potem pač zgodovinska meja, makedonska in pač ta slovensko-italijanska hrvaška meja, ki je v filmu. Ampak zato, ker pač mi smo taka nomadi, ki pač veliko potujemo, se je zelo hitro Tera začela blazno zanimati za to, kaj mi počnemo. In seveda, ker je oče za kamero in mama za kamero, to ni nekako je bil način, da privleče pozornost nase. In pa smo videli, da se v bistvu stvar zelo spreminja, da se je fokus obrnil drugače, da se je zapeljal drugače, kot smo na začetku mislili. Zakaj? Zato, ker je na začetku bil to mišljen kot en zelo jezen film. Jezen film strani mene kot avtorja proti mejam, proti tem, kar se je nama z Brandom dogajalo. Vsa ta leta, ko so uvedli šengenski režim, vse te vize, da praktično midva nismo mogla svobodno potovati za vse države, za katere Brand ni rabil vize, sem jaz rabila vize, ampak in obratno, se pravi, samo za Kubo in še za par držav nisi rabil, za tja sem pa jaz rabil. In seveda tudi jaz sem rabila vizo za Makedonijo in on je rabil vizo za Slovenijo. Tako da je vsako potovanje izgledalo tako, da si pač mogel rezervirati si en teden časa, če si imel srečo en teden, da dobiš to vizo. In to je izgledalo v tistem času tako, da si stal pred ambasado zjutraj ob 6 in čakal, da predaš dokumente in potem mogoče, če se ti usmilijo v enem tednu, dobiš rezultat. To je bilo kar težko. Eno obdobje take večne frustracije. Slovenija ni bila preveč naklonjena, da deli vize, moram reči.
In iz tega jeznega filma mi je potem v enem momentu Tera odprla oči, da v bistvu, ko so Vize tudi potem ukinili, da to ni film o mojem problemu, ampak je v bistvu o naslednji generaciji, ki bo sama povedala, kako stvari stojijo. Ja, če se je začel pri mejah, pa se v bistvu tudi v filmu vidi, da se je začel pri mejah, je pa film prerastel nek pogovor tudi o nacionalnostih, o nacionalnih državah, tudi o nacionalizmu, ampak se mi zdi, da na koncu pa sporočilo ne ostane sploh več na neki nacionalni bazi, ampak zelo preraste v eno razmišljanje o svetu, o zemlji. Kaj misliš, da je največ to? A si to želela, da pride ven že v štartu, ali je to prišlo s Terinim razmišljanjem? Ja, veliko stvari so se pogovarjale. To so ure in ure nekega materiala, fantastičnih momentov o policiji, o politiki, seveda vse to bi bil potem film samo o njej. In ker naenkrat je ona postala tako močna, da je v bistvu vedno več prostora v končni montaži šlo k njej, ne. Ampak ja, stvar se je razširila in v bistvu edina stvar, ki nekako jaz sama sebe čutim, da lahko rečem, da res sem, je ta Evropa, ne. Jaz sem iz Evrope, ne morem reči, da sem zdaj pa prav iz Slovenije, iz tega vrtička, zato ker se nikoli tako nisem čisto zares čutila. Niti pa sem hotela, da se ona čuti, tako ker je pač naša familija tako mešana in so te geni tako zelo prepleteni, je v bistvu Tera res najbolj pripada tej zemlji, ne. Tako da je tudi ta mama Evropa, ker naenkrat prerasla čez rob teh meja in smo začeli govoriti o zemlji, kar pač Tera lepo pove, ne, da v enem predposevnjivava, da pač je Evropa že v redu, ampak bolj pomembna je pa zemlja. Ne. Zemlja je glavna, ne, v celi zgodbi. Je tukaj ona ustvarjala to zgodbo, da dosti naprej, kjer se meni že ustavlja. Ker si rekla, da je veliko pogovorov. Kako ste snemali te pogovore? Zvočno ali tudi slikovno ali kombinirano? Ali so uporabljeni te isti v filmu ali ste jih bolj po... Večina stvari smo delali zelo spontano. Imeli smo fantastične scene, velike koncerte, veliko materijala smo posneli in na koncu smo vse odstranili in šli na to mizo. Domačo mizo, kjer se riše ta Evropa, kjer se rišejo te meje. Smo nekako na ta način probali govoriti tudi o edukaciji, ne, kjer se prve meje postavljajo, ko ti prvič rečeš ne svojemu otroku. Ne. In smo šli, pač smo nekako epicenter nam je vedno bil ta dom, zato smo začeli vedno, tukaj se seveda v filmu ne vidi, da je to dom v Španiji, da je dom v Beogradu, da je dom v Skopju, da ni to en dom, ne. Ker pač mi doma nismo imeli v tem obdobju, ne. Da smo domi in da tam, kjer rišemo, tam, kjer se pogovarjamo, da je to naš, da so se tukaj nekako spajali vsi ti pogovori. Spontani so bili, zato ker ona nisi vedno hotela se pogovarjati, prav pretirano. Takrat, ko je bila pač razpoložena, smo imeli ta privilegij, da smo imeli vedno, smo delali z dvema kamerama, da je pač drugi snemalc, Pablo je Brandov brat in da je Ivan tudi del familije, ki je soundman in da je vse to skupaj nekako potekalo zelo spontano, da nam ni bilo treba prav pretirano mestiti situacije, ampak so se zgodile. Seveda to ni bilo tako simpel, kot na filmu zgleda. Ampak ona se počutila zelo domače, zato je prišla izpred kamere. V momentu je prišla izpred kamere, da je začela risati po vse to. Pa tako je nekako spremenila strukturo.
Kako pa se ti počutiš, Tera, ko se gledaš na odru? A se ti zdi, da gledaš eno drugo punčko ali sebe? Sebe bolj. Se spomniš, kakšna si bila takrat? Pa kaj si razmišljala? Ja. Pa veš, kaj me še zanima, kolikrat si pa ti film videla, danes si ga spet kar skoraj celega gledala? Kar velikrat. Pa te več ne dolgo časa, ne? Se mi zdi, se prav smejiš, smejala si se vmes, da ne, so ti všeč reči. Ampak mogoče kdo od, prosim. Jaz sem Vasilij Povič, meni je bil film izredno všeč, ker sem ga dojemal kot pravljico, kot dokumentarca, kot risanke, kot eno črto, ki na koncu en kreščendo pride s tistim psom, ki nima nacionalnosti, ki je luškan, ki je z vami bil ves čas, ne, pa kljub temu rabi potrebuje potni list. Sej, ta film je tudi v bistvu ne samo v Evropi posvečen, ampak celem našem planetu. Ne. Ko je človek nastal približno, iz tistega prehoda nekega bitja v človeka, ne. Takrat ni bilo meji, takrat je bila samo narava, takrat so bile divje zveri, takrat še ni bila pojma nacionalnosti, meja, političnih držav in tih preprek med njimi, ne. Ker te nacionalnosti, ko so nastale civilizirana mesta, prišlo do vojni, vsega tega, ne, in ostalina teh vojn, teh preletij naših, je ostala v naših možganih. Meje imamo še vedno tu notri. Najlepše bi bil svet, ne, da bi, kot ima ona ime Tera, ne, zemlja, brez ena sama rasa, mešana, barvita, ne, brez vojn, brez krutosti in terorja, in ta film se mi je zdel kot ena pravljica, ki se bo enkrat v bodočnosti res zgodila. Hvala. Hvala. A mogoče na to temo, ne, je na nek način, vsekakor je to dokumentarni film o vsem temu, čemer govori, ampak prehaja pa tudi v animacijo, v neko fikcijo, na nek način govori o svetu z drugimi jeziki, ne samo dokumentarnim. Hkrati pa vsebuje tudi neko fikcijo tvoje zgodbe, recimo, ki jih prepoveduješ, Teri. Pa me zanima, zdi se mi, da je to zelo pogosto dan današnjem dokumentarnem filmu, da ne veš, kaj je zdaj dokumentarno ali pa faktovno, ali pa kaj pa plod avtorjeve domišljije, in to so vse skupaj nekako rada ena fuzija. Pa me zanima, kakšen je tvoj odnos do tega, kako ti vidiš dokumentarni film. Ja, jaz imam najraje to formo, zato ker je svobodna, ker me prvo ne omejuje, se pravi, miselni tok se spremeni. Seveda je treba najprej ločiti dokumentarni film od reportaže oziroma klasičnega TV portreta, da ne rečem, in te neke žive forme, ki je zdaj vedno bolj popularna po celem svetu, ki se imenuje kreativni dokumentarc, ker pač vse je možno. Možno je tudi fikcija, možno je, ampak vseeno slediš neki etiki, pač osnovni etiki do ljudi, ki so v tem filmu, in pač daješ svoj avtorski pogled na stvari, ki jih delaš. Hočem reči, da pač fikcija ima preveč mej zame, nekako. In preveč ljudi in preveč pravil, medtem ko dokumentarni film dopušča to svobodo, za katero se od majhnega borim in nekako sem zelo, zelo vesela, da je pač v svetu dokumentarni film toliko popularen in da je pač, ne vem, da so tudi, ne vem, vse revije, naprimer, še odpreš Sight and Sound, je zdaj polovico dokumentarnega filma, polovico igranega, ni več
mislim, zbrisana je ta meja med enim in drugim, ampak jaz se ga še vedno držim, zato ker se mi zdi, da je ta svet, ta realnost to bolj bogata in da mi jo ni treba risati. Mislim, da Tera jo doriše, seveda, ker je to njen najlepši način pogled preko risbe od majhnega in preko tega, ko nariše nekaj, lažje razloži, o čem neke, mislim, zelo pomembne stvari, ki jih ne bi mogla tako v kamero povedati, ali pa jaz nikoli tega ne bi niti mogla vprašati, ker niti ne bi imela ideje, kaj vprašati. Je pa res, da je to proces večjih let, da je to živa materija, da nikoli ne veš, kam te bo odpeljala, a bo kaj iz tega na koncu, ali ne bo, ali se boš zgubil in ne boš povedal tega, kar si mislil na začetku. Pomaga tudi, da veliko pišeš, da v celem tem procesu delaš te treatmente in da konstrukciji slediš. Ne? Ker bistveno različno ni ta film od tega, kar sem jaz napisala, kot idejo. V bistvu je zelo podoben. Ne? Tako da samo pač svojo energijo moraš toliko fokusirati v to, da dejansko prideš do tega na koncu, kar si želel, seveda pa upuščaš možnost, da življenje pokaže pravo pot. To se mi zdi, pa ni lahko, no. Veliko avtorjev se sploh tega ne loteva, zato ker imajo radi kontrolo nad stvarmi in ti ne moreš nikoli reči, da ti imaš absolutno kontrolo, ker je nimaš. Ne. Mislim, bi bilo to zlagano, če bi rekel, da veš v vsakem momentu, kaj počneš. Mislim, svobodna forma, zato je meni to blizu. Zdaj pa ne vem, če sem odgovorila eno vprašanje, kaj dokumentarci je. Ampak je tako se tudi tehnika animacije vpletla v film šele pozneje, ko so izkazali, da bo to najbolj neposreden jezik Terina. Tera je od majhnega, mi smo ji dali to neko svobodo, da smo ji dali vedno na tla velike formate, ne? Da ona ni imela, ker največji problem je to, ker vedno otrokom spet omejimo ta prostor, ki naj bi ustvarjali. In pač mi, da so ji dala na tla velike formate teh listov in barve in ona je že od majhnega tacala in risala in pač se igrala, ne? Ni pa delala izdelkov. Ne? In mi imamo skladovnico teh njenih risb, ne, ki smo jih čuvali, ki še vedno čuvamo. In potem pač se je ta zgodba nekako začela nizati čez vse na začetku totalno abstraktne stvari, ki so fascinantne celo za Kiro Urdina, za tega slikarja, mislim, za zelo poznane slikarje, ker je toliko te svobode v njih, ne, do tega, da je ona potem že začela voditi zgodbo in komunicirati preko risbice. In ko so prvič oživeli, se spomniš, ko je kokoška prvič oživela, kako ti je bilo to super. Ko smo te risbice zložili skupaj in je kokoška na jajca, ki si jih ti razlagali, spomniš. Prvič je bilo blazno zadovoljna. Pa smo videli, da je to pravi način, da mi njeno zgodbo čez to povemo. Medtem, kaj je moja z arhivskim materialom, ker je to pa meni pristne. To vedno mi je bilo in pač rada kopljam po arhivu. Se mi zdi, da se zgodbe lahko prav iz tam ven potegnejo. Ne samo, da ilustriramo z arhivom, kaj neke stvari, ampak da jih pač uživimo, da arhiv spet dobi svojo zgodbo. Res mogoče prav od arhivski material res pove zelo veliko v tebi, ker se mi zdi, da prikaže pa neko zelo nostalgično in lepo sliko v starih časih, ko ni bilo meja, ne? Pa me tudi zanima, je to tvoj odnos do Jugoslavije, verjetno, ko je bilo to tvoje otroštvo, tudi do otroštva najbolj, ki je svoboda bil?
Ja, svoboda, seveda svoboda. Meni je bilo blazno lepo. Jaz sem rekla 78. leta, pol to suma sumarum, veliko stvari se spomnim še zmeraj iz teh časov. Je pa res, da sem blazno veliko časa preživela v arhivu in da me pač vse zanima. Meni je čisto vseeno, kaj gledam. A so to filmi o živalih iz, ne vem, preteklosti, ali so to neki smešni za danes politiki, ali so zelo dobri filmi, ki so jih prizrali, ki jih je v arhivu blazno veliko, sploh kratki, sploh dokumentarni, ki jih zdaj, mogoče v zadnjih letih, mečkrat so se pokazali spet, ne. In ne vem, jaz sem naletela tako na mojstre velike mojstre od slovenskega dokumentarca, teh kratkih form in se seveda od tega največ naučila, ne. In kako v bistvu kako zelo fokusirano in jasno so se stvari lotili, pa da ne bom zdaj koga naštevala vseh. Hočem reči, da so bili blazno fokusirani na to, kaj so delali. In humor, in vidiš duh časa, in posneti za eno tako zares ljubečo energijo. To ni kar 5 kadrov skupaj zmontiranih in jaz temu rečem slikice zložene, ampak je to res vse postavljen z nekim ciljem, z neko dramaturgijo, pa tudi če traja film 5 ali pa 10 minut. Tako da to je meni vedno bilo fascinantno. Še vedno grem nazaj in še vedno poplam, da najdem še kaj. Mogoče kdo iz publike, kakšno vprašanje, kakšen komentar? Pa me zanima, te arhivske si pa v Sloveniji, v arhivu slovensko? Tudi, ja. Pa tudi naokolje. Tudi naokolje, ja. Zdaj v bistvu tako so stvari že dosti dostopne in se da delati s kjerikoli arhivom in to ni tako neskončno drago in nemogoče, ker pač veliko stvari je že online in se da pač vse zmeniti in pri nas še vedno stvari niso tako, kar bi si želela jaz. Ampak se bo mora tudi to zrihtati, ker je velika zapuščina naša, do katere nima večina ljudi dostopa. Pa mislim, da bi morali biti, ker če so knjižnice, bi morali biti tudi to vrstne videoteke. Potem, se pravi, govorimo o animaciji, o arhivskem materialu, potem pa se družina odpravi na obiske k prijateljem, ki imajo tudi neke specifične situacije, ki so tematsko povezane ali pa vsebinsko s tem filmom. Pa me zanima, kako so se na koncu, ste prišli do teh 3, se pravi ne ljudi, ampak se pravi v Sloveniji, Barič, pa Boris Pahor, pa Tina in Vasko. Ja, mi smo, lahko rečem, da zelo bogati s svojimi prijatelji posebnimi, tako da je bilo to najtežje. Ker praktično, enkrat sem prav razmišljala, da bi naredila tako mapo ljudi, ki so nam pomembni in posebni in bi prav tako zapišla namesto državic s fotografije vseh teh ljudi po svetu, ki jih imamo, ker to se mi zdi, da je naše največje bogatstvo, da je ta dom res lahko vse posod. Mi ne gremo v hotele ponavadi, ali pa tako, če gremo na neke festivale, smo vedno pri komu doma. In zato tudi... Vsi so zanimivi, pa selekcija je bila težko. Ja, in vsak pa svojo zgodbo v meji. To ni pač samo lokalna stvar. Vsak ima svojo zgodbo. Mislim, ene so hude, ene so zelo žalostne. Je bila ta irska zgodba z Murphyjem, ki je pol na koncu šla ven, ker je bila prenevarna, z človekom, ki so na irsko-irski meji in tihotapil veliko orožja in vsega, no. Ker je skopil tunel pod mejo in si veliko denarja zaslužil potem. So ga pač ulovili in dobili in je mogel plačati 3 milijone funtov. Bili smo v procesu, da snemamo z njim, sem pa rekla prenevarno, ki so tudi za nas tako. Terica šla na telefon, pa
smo rekli boljše, da ostanemo v naši balkanski. Smo to zgodili. Ne vem, zgodbe so tako, zgodbe je veliko. Jaz mislim, da lahko absolutno vsem narediš film, ne. Problem je bolj v tem, da pač bi si želela, da lahko več snemamo in se manj ukvarjamo z birokracijo in produciranjem in vsem tem, ker nam ta balast teh procedur onemogoči, da naredimo več zgodb in da oživimo več teh naših prijateljev, da pridejo enkrat tudi oni na platno. Ker konkurenca je pa kar velika, zgodb, ki bi jih radi, pa ker se nam zdi, da bi bilo fajn povedati. Ampak zanimivo, vse te 3 lokacije, kjer pa snemate teh likov, se pa nekako vse končajo v morju. Kako pa to? Ja. Voda nam manjka. Voda nam manjka. Ne, nekako smo tudi to generacijsko postavili, da imamo pač to Pahorjevo zgodbo, ne, stoletnika, potem imamo Pahorja, neka zgodba mojih staršev, Pahorja, kaj se reka, Bariča, potem naša zgodba, družinska, teenage, študentska, Tine in Vaskota, tako da v bistvu smo zajeli 100 let istih problemov na različen način, to je bila neka na koncu odločitev. In tudi zato, ker teri so bili, naprimer, to mogoče bi bilo bolj, da ti poveš, ampak če ne si reči, kdo ti je bil bliže, pa kdo ti je bil čuden, pa od vseh teh ljudi. Ker na začetku ti je bil čuden, ko smo šli v Boris v Pahorju, ker nisi vedela točno, kdo je zdaj on. On mene vprašala, on je dedek, pradedek, kdo je zdaj on? Potem pa sta se na koncu zelo zbližala, to ni v filmu, ampak sta imela take zelo lepe trenutke skupaj. Na začetku pa sta bila 2 svetova, ki sta bila toliko daleč eno drugega, da jih je bilo težko združiti. Sam na koncu sta pa se pitu dogovarjala, ki sta imela skupaj tema. Ja. Se mi zdi, da je pomembno, da te generacije večkrat bolj združimo med sabo, da smo se preveč udaljili, da smo da so otroci v vrtcu, v nekem svojem hibridnem sistemu, da smo imeli v teh nekih službah, v teh nekih svetovih in da so potem ta generacija dedkov in babic zaprti pa v svoje te domove in da tle komunikacija ne poteka. Da si imamo pa marsikaj zapovedati, sam je pa treba odpreti vse te skrinjice, pa mostove narediti. Zato smo pa mi nekako, naša generacija bi morala to početi, pa ne. Mislim, ali pa bore malo. Da se mi zdi, da imamo problem s temi medgeneracijskimi povezavami. Tudi ko je film prišel ven, smo mi iskali publiko, kdo je zdaj prava publika za ta film in smo videli, da totalno varira. Na Dunaju so študenti in teenagerji se glasno zainteresirali, spet nekje, ne vem, nekdo drug, potem so se javili te učitelji, ki hočejo pač na teh kongresih. V Rotterdamu so se blazno odzvali, da je to edukativen film, da ga je treba čim bolj pokazati v šolah in da je to nek alternativen način edukacije, ki je fajn. Tako da še vedno dobiva neke take impulze iz zelo različnih krogov, nek art, svet, se odziva na neke stvari. Tako, mislim, zelo zanimiv je, kakšno pot ima ta film, kam gre, kdo ga sprejme, kdo ga pa ne more niti, mislim, pač se mu zdi to nekaj hibridno čudnega in nekaj preveč abstraktnega, da bi lahko sploh se približili. Pa ima kakšne veze, kje je film pokazan? Tudi mislim, a se, recimo, da bi rekla, da na Zahodu se pa bolj pogovarjati potem o enih stvarih, pa tukaj razumejo, mislim, zdaj na jugovzhodni Evropi, pa bolj razumejo neke te migrantske vprašanje, pa se bolj s čem drugim ukvarjajo. Misliš, ali opažaš, da je različno, da je pač res odvisno
Mogoče revolucija ima taj problem, kako so ga drugače gledali. Na zahodu pa ne, ampak ta film mislim, da posodna iste podobne reakcije. Ni omejen prostor. Že malo dobro. Niti ne. A bi še kdo kaj vprašal ali pa povedal? Prosim. Pa me zanima, kar veliko je hodil film po festivalih, ne? Kaj pa, in sta tudi povedali, da so zelo različni festivali, zelo različne publike. Ti si tudi te rane veliko hodila po festivalih. Pa so ti festivali zanimivi. Hodiš pa še kakšne druge filme gledati tam? Ali bolj se moraš ukvarjati s tem, da tvojega promoviraš? Mene všeč, ko je moj film, zato ker bil v akreditaciji in pa izvija. Kolekcijo imaš. Ja, pa vse igraš. Pa nagrado imaš, tudi v sobi, pa tako. Film je bil do zdaj na 20 festivalih, povabljen je zdaj še v Kanado, v Minsk, zdaj gre v Francijo. Tako, glede na to, da delamo sami distribucijo, praktično nimamo nekega sales agenta, je za mene res super to, da praktično skozi dobivam povabila. Da pač jaz ne delam prav veliko na tem, ker imamo 8-mesečnega Tomavga. In je pač, ne vem, zgleda, da ga ljudje prepoznajo in da enostavno odpira neke možnosti sam sebi. Imel je distribucijo v Makedoniji in na Hrvaškem, dogovarjamo se za to Benelux, distribucijo. Ja, pač res lepa pot je nam v Evropi. Pa tako zelo razpršena, Ja. ne po nekem, da bi vedel po kakšnih festivalih. Ne, čist popolnoma po drugih kot Babice revolucije. Babice revolucije je tudi bil okoli 40 festivalov, je naredil, ampak mislim, da Sarajevo je skupno, pa še Zagreb, dok ostalo so pa vse popolnoma drugi. Rotterdam je pa ni ITFA, ki smo seveda mislili, da nas bodo na ITFA povabili, če smo že tam bili v kompeticiji Juri Sivens, pa ni šel tja, je šel v Rotterdam. Tako da, ne vem, ja, izgleda je res čist drugačen od prejšnjega, pa ima svoj pač po svoji gre mama Evropa, noče iti po nekih starih poteh. Hkrati je tudi tak format, da je lahko v kinu, da je lahko na televiziji, ne? Mislim, da ni zdaj tam nekaj tam zanimivo. Kaj pa, sam še zadnje vprašanje tebe. A bi kdo mogoče iz publike še kaj vprašal? Ker mene potem res zanima še kaj pa naprej. Naprej družinski film, naprej... Ja, to je Mogoče Terica pa to boš ti povedala, kaj si kaj boš ti snela. Da ima neki plan. To si na Dunaju povedali. Že 10 dni. Kaj imaš knjigico samo? Aha, imaš že scenarij samo, knjigico napisala. Boš povedala, če mi film. No, vprašal. Ker je Napisala je, to je bila njena pač ideja in želja, da naredi film, kako otroci vidijo stvari. In je začela že delati, riše, pa piše ta scenarij, ima knjigico tudi sabo, ki jo prinesla, za svoj prvi film, ampak ta v njen, pa ne bom jaz. A pa ti bo tata snemal, a mu boš zaupala. To je v redu naredi. To so šolci. Jen tečaj. Kaj pa video? Načrtujeta. Razumem. Končujemo dosti stvari, zdaj končujemo glasbeni dokumentarc v Ješku. Imamo še neke projekte v razvoju. Nekaj je bilo posneto pre 7-8 leta. Pa zdaj končujemo ta film. Se kliče Človek med svetlovo pa senco.
ta zgodba. Pa imamo še dosti projektov razvijeno. Se pravi, moj narobe svet, Ježek, ta je najbližje koncu. Seveda vedno paralelno, ko produciramo še druge stvari, ker pač ne delava reklam, ne živiva od ničesar drugega, kot od dokumentarnega filma. Je pa pač naslednji avtorski projekt, to je on pač omenil, potem delamo film o Tribuni, ki ga razvijamo s Staro Garo. Miha je prišel producent. Sem lahko vesela, da pač končno en film, ki ga ne produciramo kompletno sami. Imamo producenta. Zraven tega razvijamo še en film o tem, koliko hrane gre v smeti. Neka taka ekološka katastrofa. O tem, kaj se dogaja. Kaj še imamo? Imamo v različnih fazah, so različni filmi, s tem, da pač vsak film rab svoj čas. To je zelo težko razložiti s fondom, ampak mi zelo veliko delamo na tem, da si ta čas vzamemo. Da ne pakiramo nekih zgodb, ko še niso zrele, zato da bi šle ven. Veliko je enih idej, enih skic, veliko stvari je tudi že v fazi produkcije, ampak pač vozimo ta paralelno več zgodb, ker to je edini način, da lahko pač delaš samo to v življenju in da to svobodo, ki jo imaš, financiraš. Mogoče še iz publike kakšno vprašanje? No, mogoče en detalj, to ni vprašanje, to je, če lahko malo opišeš vajno prosvetiteljsko delo v Makedoniji s projekcijami po terenu. Da, to smo pozabili. Ja, mi smo pred 5, jaz sem samo tako nakratko, da boš ti napolnil. Smo pred 5 leti naredili festival iz čiste potrebe, da se filmi kje prikazujejo, ker takrat bilo v Makedoniji dosti težko sploh film kje zavrteti. In smo naredili festival Make Docs ali Make Docs, kot ga mi imenujemo. To je festival kreativnega dokumentarnega filma, ki ima eno lepo zgodbo ljudi, ki niso samo filmarji, ljudi z vseh vetrov, vsi, ki pač neka zelo lepa, kompaktna ekipa 200 ljudi, ki ima rada film. In je to preraslo iz samo festivala kar v 5 letih super etabliran festival, ki ima pa poleti, v avgustu, Potujoči kino, kjer pa mi kino vzamemo na rame direktno, se pravi, se spakiramo v kombije in postavimo vsaki vasi, vsaki zberemo en region, kjer filma mogoče nikoli ni bilo, ali pa je bil nazadnje, ne vem, Neretva, Sutjeska, in gremo v vasi in se na svet vasi postavimo in naredimo pač kino za ljudi, ki so tam zato, ker smo ugotovili, da je kino treba pripeljati k njim in ne vleči njih na silo v kino. Pa tako realno socialno mrežo delamo, ker tam skukano z njimi, skupaj jemo, pa se družimo še ta dan v projekcije, tako da je fajn. To so ruralne, res vasice, tako mehne vasice, 50 ljudi živijo tam. Ker se nikoli nič ne zgodi. In potem pride širše v bistvu enega prostora v kino. To je ful lepo. To je dogodek. Projekcije so polne. To je dogodek, ja. Kakšne pa filme kažete? Dokumentarne? Kažemo tudi pač makedonske kratke dokumentarne. Teko makedonsko, imamo te kratke stare. Ker se ljudje so prepoznajo včasih. Ja, da so tudi prvo vezani, celo super. In potem pa naše selekcije. To pa paralelno smo pa razvili še, mislim, da to smo zelo ponosni.
da smo pač v vse srednje šole v Makedoniji uvedli dokumentarni film. Imajo 12 ur na leto v vseh šolah v Makedoniji, kjer se preko sociologije in građansko pravo, nekaj vsečnega predmeta preko dokumentarnih filmov diskutirajo teme, ki bi jih tako ali tako morali. In to je pa smo zelo ponosni. Jaz imam pa eno tako bolj življenjsko vprašanje, glede na to, da ste taka multikulturna družina in pa da veliko potujete, me zanima, če Tera hodi v šolo. Ja. Aha. Ne, sem mislila, da ste mogoče brali kakšno varianto, zdaj seveda ta sodobni svet, mogoče tudi šolanje nadaljavo, ne, oziroma se lahko odločiš, da v bistvu šolaš doma sam, ne, oziroma življenje je film, življenje potovanja, ne, tako se tudi učiš. Ja, to je še vedno odprto. Drugače, meni mami rekla, da bomo enkrat šli za nekaj časa v Kubo ali pa nekaj. Pa bomo šolo vzeli sabo, tako da se bomo pač doma učili. To so bile v bistvu največje dileme najme glede te šole, ki te priveže in pa kar nekaj dobiš žebliček in pa se okoli tega žeblička moraš vrteti, ker pač je treba iti v šolo. Nekaj časa smo se držali za glavo, ker smo v bistvu samo šolo sam hodili. Ker nam nobeno delo ni bilo vezano na ta prostor, ampak je bila samo ta šola, ne. Ker so vse te naše produkcije, koprodukcije, tako zelo pač vse posod in je bilo zelo malo tega, kar smo delali v Sloveniji. In to je bil za največji šok, mislim, to mi je bilo super. Ja, ne je bila tam. Ne, tebi je super, še vedno v šoli. A potem hodi tukaj v šolo? Ja, v Sloveniji. Pa babica pa dede pa. Ja, super. Ja. Imamo veliko pomoč. Mojih staršev, ki so vzeli resno, babica in dedek sta resno vzela to funkcijo. Tako. In nam pomagata veliko. Ja, tako. Tako. Še kdo bi kaj vprašal ali komentiral, povedal? Mogoče kar pa bi jaz tebi, kar pa, a te veš ti arhivski posnetki, ki so slepi otroci, a so ti kaj znani? Ja, to je del tistega, ki sem imel malo meduzije, to je uvodni del. Ja. Ja, del tega je veliko. Ja. Tega je res veliko. Jaz bi pa vprašal, ker smo prej rekli morje, pa to, ne? A je to v Makedoniji, ki ima morje, ali je to v Grčiji, ki ima morje? Ja, morje. Morje, ja. Gasolino smo tudi veliko snimali. Ni v filmu, ja. Samo ena scena. Samo naše morje, kako smo rekli, naše morje. V tej sceni se v bistvu ne vidi, to je ena scena, ker Tina prav na mikrofonu, kako pač se boji teh meja, ne, je bilo res tako, da v tem klubu, ki je anarhistični klub, to zgleda zelo vse normalno v filmu, sploh ni bilo normalno, ker so pač neonacisti napadali ta klub v spodi in so potem obranili, pač šli ven in obranili, da niso noter prišli in razbili vse. Nastopa ali čisto slučajno? Ne, zato ker to oni so eni redkih Makedoncev, ki sploh. Zdaj se stvari bistveno spremenile v teh zadnjih letih. Oni pač so zelo popularna skupina, ki ima ne vem, koliko turnej letno. Oni so eden od redkih bendov, ki je praktično in Rusijo, in Ameriko, in Evropo dvakrat na leto imajo 2 meseca turneje. Ja. 3 mesece na turneji, 3 mesece delajo nove albume. Ona spet 3 mesece na turneji, takšno ni eno leto. Zelo so, mislim, zelo so sposobni in dobro delajo, ampak oni so bili ti prvi prodori, ne, da so prišli, imamo tudi to posnetka, so v
salonu na glavnem tem trgu lahko normalno nastopali in se nič ni zgodilo. Na začetku, ko smo pa mi snemali, ko je terala, če res čist mala, ne vem, 3 leta, če je imela, so bili pa to koncerti na protestih njihovih anarhističnih, pa je to zgledalo. Je bilo kar, ni bilo toliko naivno, ker pač mislim, to zdaj lahko povem kot back z zgodbo, ne, vsega, kar se dogaja. Veliko stvari se v filmu narediti, pa imajo mogoče samo spodnji naboj, ki smo ga zanalašč skrili, ker je preveč tenzije, preveč... Mislim, je bil jezen film, ker pa smo se odločili na ga noč. Tako. Tako. Nismo se spati. Imamo šolo jutri. Zelo zahvaljujem, da ste zdržali. Hvala za film, hvala tudi vam, da ste bili z nami. In se vidimo na naslednji projekciji kakšnega filma. Vašega ali pa kakšnega drugega. Hvala. Hvala.